Pravijo, da je planinarjenje najbolj prvobiten stik človeka z naravo. Že stoletja ljudi vlečejo gore in hribe, da bi videli, kakšni so kraji pod njimi, se naužili svežega zraka, odpočili od tegob vsakdanjega življenja v dolini in predvsem našli duševni mir. Vse to ponuja tudi Maribor z marsikatero zanimivo in zahtevno potjo. V studio se mi je pridružil Ivan Kosi, predsednik planinskega društva Matica Maribor. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Želel sem reči Mariborsko pohorje. Maribor je precej ravn, razen če gremo do Drave dol, ne? Potem se lahko že malo sprehodimo. Bi upali reči, da poznate Mariborsko pohorje kot, ali pa pohorje nasploh kot lasten žep? Ja, tega si pa res ne bi upal reči. Mariborčani mislimo, ko stopimo gor do Belvija, da smo pa na pohorju in poznamo pohorje. To še zdaleč ni vse. Pohorje poteka od Maribora do Dravograda, do Slovenj Gradca in je tukaj skriva en kup zanimivih poti, širnih gozdov, plan, imamo zelo znan in velik slap šumik in še marsikaj tega na pohorju. Ponavadi mislijo ljudje, da so to zelo enostavne poti, Maribor najvišji vrh 1500, pa še nekaj drobiža, ne? To ne more biti zahtevno. Pa so tudi zahtevne poti na Mariborskem pohorju. Zagotovo. Glejte, pohorje je visoko 1543 metrov z najvišjim vrhom, Črnim vrhom na pohorju. In če gledamo samo Mariborsko pohorje tukaj do Belvija, kjer imamo svojo telovadnico, je to gotovo enostavna pot, na katero se lahko odpraviš v kratkih hlačah in tenis zopatih. Vse, kar je pa več, kar je višje, kar je dalje, pa je potem potrebno, so to že pravi hribi in je potrebno tudi prava planinska oprema. So kje jeklenice, so kje klini? Se je treba kje pripenjati? Zanimivo. V območju slapa Šumik je pot tako zahtevna in težka, da je tudi tako zavarovana z jeklenico in klini, ker je pač tam polsko, strmo, skalnato in je to tudi potrebno. Tako da pohorje tudi ni tako nedolžno, kot si marsikdo misli. Tako podcenjujemo ga včasih, ne? Ja, res je. Res je, to se vidi, kadar se planinci na pohorje ali čez pohorje odpravijo, bom rekel tako, kot sem prej povedal, v japonkih, v kratkih hlačah ali kar tako, kot da grejo na piknik. Kako pa mora biti potem takem pravi planinec, če rečemo, da gremo zdaj na malo bolj zahtevno progo, na bolj zahtevno turo, kako mora biti pravi planinec oblečen? Kaj mora imeti? Obvezno? Ja, tako čisto poenostavljeno bom povedal, za planine rabimo, včasih tako v šali rečemo, gojzarje in voljo. Ja, da to malo razširim, vsekakor osnova je dobra obutev. Dobra obutev pa pomeni, pa da danes pokažem vzorčen primerek, en podplat, rebrast podplat in obutev gojzar, ki je dovolj visok, da prime tudi gležen. To pomeni, da je korak varen, zanesljiv, da ne spodrsne, to je gojzar. Osnova. Potem pa primerna obleka, ta obleka naj bodo nekakšne elastične hlače in majica, ki prepušča potenje, da je zračna, to je za začetek. Seveda pa v nahrbtniku, ki mora biti s pravim planincem seveda zmeraj zraven, je prav, da je zraven nekaj stalne opreme. Pod stalno opremo pa jaz pravim tako kapa, rokavice, tudi za pohorje, ker tudi na pohorju se lahko tam v območju Ribniške, Rogle prikrade poleti kakšna nevihta, ki nas preseneti. Zato je zraven, tako kot sem rekel, kapa, rokavice, vetrovka, komplet prve pomoči, pa seveda od, bom rekel, hrane, pa najprej voda. Ne sendvič? Potem pa sendvič, ja. Ja, nekateri kar nekaj tekočine prinesejo zraven, na kakšen pohod. Gotovo je tekočina najpomembnejša, ne? Potem pa pravim, pa kakšna energetska ploščica čokolade ali kaj podobnega. Pivo ne? Torej, načeloma alkohol v hribe ne sodi. Sicer pa, če že postanemo lačni, se vedno lahko ustavimo v kakšni koči. Ena takšna znamenita mariborska koča bo jutri praznovala že 100. obletnico. Kaj se bo dogajalo? 7. septembra 1913 so takratni mariborski nemški planinci, ker slovenski še ni bilo, postavili na pohorju mariborsko kočo in ravno jutri praznujemo torej 100-letnico te koče. Vmes je bila med vojno požgana, pa zgrajena druga koča, ampak kakorkoli, 100 let je na tem mestu, kar je razvito planinstvo v Mariboru. Kaj bodo lahko doživeli jutri, če bodo ljudje prišli na to mariborsko kočo? Torej jutri ob 11. imamo izredno slavje v mariborski koči, prirejamo tudi razstavo Kamnin pohorja, prirejamo razstavo ob 60-letnici slovenske planinske poti. Mariborska koča je namreč prva točka slovenske planinske transverzale. Moramo omeniti tudi to, da je ideja za planinsko transverzalo izhaja iz našega planinskega društva. Profesor Ivan Šumljak je bil tisti, ki si je to pot zamislil in zanimivo. To je bila prva takšna pot v Evropi,
Že takrat so se Švicarji oglašali, kaj se pa ti Slovenci nekaj grejo, danes je pa teh poti razvitih. Vidite, danes ima ta koča 100 let. 100 let. In jutri jo lahko pozdravimo, počastimo. Koliko, samo povejte, koliko od Maribora do Mariborske koče, če gremo čez Pohorje? Kdor se bo podal peš, je v 2 urah in pol 2 uri in pol, hoje pa stoletnica. Hvala lepa koče. za obisk v studiu in pogovor. Hvala.